Koraki do uspeha. Korake do uspeha podpira podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškulin, častni pokrovitelj oddaje. Radio Robin poslušate, Uro Simčič vam voščim lep dan, lep dober dan v oddaji Koraki do uspeha. Oddaji, kjer skupaj, kot smo že slišali z direktorjem podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje, v spredje postavljamo podjetno razmišljanje ustvarjalnosti ljudi, ki svojim delom puščajo sled. Današnja edicija je zadnja v jubilejni 10. sezoni, ki nam je prinesla združitev včasih na videz nezdružljivega, umetnosti in podjetništva. Ja, umetnost pogosto povezujemo z navdihom, talentom in ustvarjalnostjo, a za uspešno umetniško potjo se skrivajo tudi vztrajnost, organizacija, povezovanje ljudi in pogosto tudi precej podjetniška razmišljanja. In taka, vse to, kar smo sedaj našteli, bomo poskušali obelodaniti tudi v današnjem pogovoru z gostom, enem najprepoznavnejših slovenskih slikarjev in grafikov, umetnikov, ki že več kot 40 let ustvarja svoj prepoznavni mediteranski likovni svet poln sonca, morja, kraških simbolov, bikov, menhirjev in značilnih znakov. Svoje dela je predstavil na več kot 200 samostojnih in več kot 300 skupinskih razstavah doma in po svetu. Prejel pa je tudi številne domače in mednarodne nagrade. In poleg ustvarjanja že vrsto let povezuje umetnike tudi z mednarodno likovno delavnico Slovenija odprta za umetnost na Sinjem vrhu, pa še mnogo tega bi se našlo, ampak to bo čas naše oddaje, ko ga bomo predstavili. V naši družbi z veseljem pozdravljam Klavdija Tuto. Dober dan. Dober dan, prav lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Robin. Ja, impresiven opus, sicer zelo skrajšan, ampak vendarle, ja. Ko človek stopi pred vaše slike, ima občutek, da ne gleda lepo krajine, ampak nekakšen zemljevid spominov, simbolov. Kako bi sami opisali svoj ustvarjalni svet? Ja, moj ustvarjalni svet je dejansko stalno vezan na naš teren, na dejansko mediteransko, kraški, briški, vipavski. Ta temperament mediteranca hočem dejansko postaviti v prvi plan. Kako on vidi, kako ga spremlja sonce, kako ga spremlja veter, kako ga spremlja, bom rekel, samo vzdušje. In vsi te elementi so zelo pomembni, bom rekel, pri mojem ustvarjanju. Že od samih začetkov, raziskovanje krasa, recimo, če dam samo en primer, sem raziskoval po Istri in sem hodil bos. In se spomnim, sem rekel, zdaj bom rekel, razumem rastline, ki rasejo na krasu v Istri in kje, ker sem prišel ven, ves, bom rekel, popikan, ves, bom rekel, noge so mi otekle, ampak izjemna izkušnja, ne, bom rekel, sam sem potem razumel te rastline, ne, sem jih začel nekako raziskovati, kako jih približati, kako narediti. To se pravi, nekaj je tisto, kar je odprto, nekaj je pa, kar je trnje. In tako je tudi v življenju, ne? Je trnje in je sonce in vse to me na nek način napaja. Torej, na podlagi lastnih izkušenj nastaja tudi vaša umetnost. No, da še pomenimo tisti, ki še ne vedo, rodili ste se v Postojni, odraščali v Novi Gorici, tudi z Brdi ste povezani, ne? No, s celim terenom. S celim terenom, torej, vas je ta prostor zaznamoval kot umetnika. Tako je. Ste si kot mladi študent, oziroma takrat, ko ste stopali na tole umetniško, ustvarjalno pot, predstavljali, da boste postali en najvidnejših, en najbolj razstavljenih slovenskih likovnih umetnikov? Zdaj moram prvo povedati tole, da sem imel izredno ugodno klimo doma. Ne, tudi moj oče sam je v bistvu bil slikarsko in sploh umetniško navdušen. Ne, včasih je bilo tukaj v Novi Gorici, bom rekel tudi klub amaterjev Nikolaj Pirnat se imenoval, ampak tiskrat ni bilo drugih stvari in so prihajali in tisti, ki so bili akademski slikari in bom rekel, zelo znani tudi zdaj, bom rekel, so pustili neko sled, od Kostje Gatnika do vseh takih so hodili v ta center, ker je bilo center združevanja. In to je pustilo sled. Moj oče mi je stalno dajal papirje za risač, zdaj nekatere risbice, ki jih imam iz 60 let, jih hranim, ne, tako da bom rekel prav z veseljem. In to je bil en tak pozitiven vzgib. Ne, mislim, da se to rodi v družini. Ne, se ni bilo čudno potem, da smo tudi moj brat je bil rekel likovni pedagog in potem se ubadil s slikarstvom. Moj sin je tudi, bom rekel, je
tudi akademski slikar in tudi je poučeval v Benetkah in dela, bom rekel, scenografije po teatrih po Evropi. Tako da moja žena je slikarka zdajšnja, tako da bom rekel, mi smo vsi zavezani kulturi. Skratka, nekaj je v krvi, ampak treba si je priznati, da nekaj pa je tudi dela, ne? Lejte, brez dela ni nič. Ni nič. In ravno o tem delu bova spregovorila potem v nadaljevanju. Z nami je akademski slikar in grafik Klavdij Tuta v današnjih korakih do uspeha. Lepo pozdravljeni znova na Radiu Robin v tokratni ediciji Koraki do uspeha, zadnji oddaji letošnje jubilejne 10. sezone, ko je z nami akademski slikar in grafik, pa še kaj bi se našlo, Klavdij Tuta, lepo pozdravljen še enkrat. No, vaš opus zajema slikarstvo, grafiko, risbo, pa še kaj bi se našlo, objekte, celo prostorske postavitve, z lesom ste nekaj ustvarjali. No, vas različne oblike umetnosti še danes enako izzivajo, bom rekel, vam sproži neke občutke, da jih morate izraziti? Tako lahko rečem. Umetnost je tako, če si polno predan, rabiš v bistvu neke vrste kolobarjenja, kot naravno sobivanje pri kmetijstvu, da se zemlja prezrači, recimo nek opus narediš, rečeš, tukaj se mi zdi, da sem prišel nekje do nekega rezultata in tistikrat moraš znati potem se stopiti malo s pedestala in rečeš, tle sem naredil skoraj do konca, zdaj pa moram preorati nivo in bom rekel, zasaditi neke nove stvari, čeprav je tako, kot drevo, ki ima toliko vej. In te veje v bistvu grejo pa zmeri potem gre v stržen. In bistvo je, da tega kolobarjanja je, da si stalno potem lahko do neke mere svež. In tako se rojevajo tudi novi cikli. Pol recimo zamenjaš, če delaš v keramiki, je to čist nekaj drugega, kot če delaš na platno. Če delam recimo litografijo, to se pravi kamno tisk, grafiko, je to spet neka druga opcija, ki zahteva in tehnično spretnost in interpretacijsko spretnost, spet na en drug način, ker moraš sliko celo obrniti, da prije pol prava. To se pravi, in vse to te nekako vitalizira. In vse, kar vitalizira, te krepi. Koliko pa ostaja potem spontanosti v vašem ustvarjanju? Spontanosti je ogromno. Zato, ker bom rekel, jaz sem tak tip, da začnem zjutraj že precej zgodaj, da me ničesar ne moti, nič me ne moti, imam samo svojo idejo, kaj bom tistikrat ustvaril in to je bistvo. In ideja mi pridejo, takoj zabeležim, s par potezami, naredim skičico, naredim karkoli majhnega, toliko, da imam v bistvu nek uvod v dan. Osnutek, tako. Ja, kot neke vrste osnutek, vhod v dan in to je pomembno, to je, bom rekel, in te stvari si beležim dnevno, delam tudi neke likovne dnevnike, eni so risarski, eni so recimo v akvarelu, eni so v akrilni tehniki, različnih tehnikah pravzaprav. In to v bistvu to se samo plemeniti, ker moraš pri vsaki stvari malo drugače odreagirati. Iščeš znotraj svojega sloga ta, bom rekel, princip, da je stalno zanimivo, da ti je tebi zanimivo. Se pravi, če je tebi zanimivo, potem je najverjetneje še toliko bolj zanimivo potencialnim oglednikom, oziroma tistim, ki to ogledujejo, kupijo. Tako bom rekel, to je vezano pa spet na različne prostore. Jaz sem zadovoljen, da sem z tematike, ki je z tega terena, znal prepričati recimo žirije na Japonskem, sem jih znal prepričati v Parizu, sem jih znal prepričati v Koreji, ki, bom rekel, lahko z mano nimajo nič. Ampak jaz sem jim samo posredoval neko, bom rekel, našo poetsko zgodbo, ki so jo oni sprejeli. In to se mi zdi izredno pomembno. In to je ta globina tega ustvarjanja. No, omenili ste Azijo, oziroma Južno Korejo, omenili ste Japonsko. Prej pred samim pogovorom ste mi rekli, da trenutno je to in kar se umetnosti, slikarjenja in tega tiče, Lahko rečem takole, Azija je zdaj v tem trenutku najbolj, tako včasih je bila recimo za te stvari Amerika in Evropa, zdaj se pa to gibanje, tudi investiranje v samo umetnost
preselilo v azijske dežele. Recimo, Kitajska je nek blazen fenomen, ne? Recimo vsi tisti, ki imajo na Kitajskem recimo više dohodke, morajo vlagati bom rekel, umetnost samo in imajo recimo kar v sklopu svoje fabrike, dajo neke določene prostore, naredijo, kjer imajo ateljeje in bom rekel, zelo močno podpirajo. Bi rekel, malce drugačno dojemanje umetnosti kot pri zahodnem tržišču. Ja, malo drugačno. Če pa se zopet vrnemo na zahod, v Pariz pravzaprav, ne? Ja. Ste ga omenil tudi prej in s Parizom sta pri vas omenjeni dve zanimivi zgodbi. Ena sega dobrih 30 let nazaj, leta 1995, ko ste ustvarjali tudi pariški, upam, da bom zdaj prav izgovoril, Cité Internationale des Arts, sem prav povedal, ne? In to je bilo tudi eno verjetno obdobje, ki vas je malce zdefiniralo, ne? To je ena taka možnost, ki se odpira, to je, bom rekel, v Parizu je 200 ateljejev, ki jih namenjajo državam. Nažalost, jaz sem bil tiskrat tudi predsednik likovnih umetnikov Slovenije. Nažalost? Ja, in zakaj? Ker nismo, tistikrat država je bila še malček po osamosvojitvi. V povojih in nismo znali odkupiti ateljeja, da bi imeli Slovenci svoj atelje v teh, ker so nam ga ponujali. Jaz sem bil na teh razgovorih, sem šel do veleposlanika, sem šel do vse, smo delili, sem ga pripeljal tja, sem naredil ta raport odličen, ampak država se ni zganila, po domače rečeno, ne? To je malo bila napaka, ker tisti krat so nam ponujali za drobiž. Ja. Kaj se hoče? Ja. Država je država, umetnost je umetnost. Ja. No, ampak, če zaključiva tale pogovor s Parizom, je potem še ena zelo, zelo zanimiva zgodba, ki pa sega par let nazaj v obdobje covida in je nekako šla mimo javnosti, mimo zainteresiranih. Še eno nagrado ste dobili tam. Ja, malček je šla mimo. Tam sem sodeloval na pariškem salonu, ki je eden pomembnejših salonov, bom rekel, v svetu. Moramo vedeti, da na tem salonu so bili zmagovalci Picasso, Juan Miró, recimo med našimi prvimi je sodelovala Ivana Kubilca. In tam sem bil tudi v varianti za prejet eno od glavnih nagrad, ampak nekaj se je zalomilo, pri tej žiriji so bili na pol, tako da potem nisem tiskrat dobil nič, ampak to je podžgalo 4 člane žirije, ki so bili zelo močni v pariških krogih, in so bili člani Akademije znanosti in umetnosti in so rekli, da moje delo, če bi ga lahko malo bolj raziskali, in so res prišli, so ga raziskali, so si ogledali moja dela, naredili dokumentacijo in vse, in tistikrat sem tudi jaz mogel pridobiti kup nekih dokumentov in potem so mi dali visoko priznanje Akademije znanosti in umetnosti v Parizu, kar verjetno ni lih mači kašelj, ne? Zagotovo ne. Eminentna družba, ja, očitno, več kot zasluženo. S Klavdijem Tuto nadaljuje pogovor po glasbenem premoru. Tole so koraki do uspeha na Radiu Robin, ko povezujemo umetnost in podjetništvo. Danes z akademskim slikarjem in grafikom Klavdijem Tuto. Ja, še en vidik vašega povezovanja, bomo rekli, oziroma predstavljanja moramo omeniti, in sicer vi niste taki, bi bil samo in zgolj v ateljeju, greste tudi ven med ljudi in že desetletja ste pobudnik, oziroma bil ste pobudnik in že desetletja se ustvarja Mednarodna likovna delavnica Slovenija odprta za umetnost na Sinjem vrhu. Kako je prišlo do te zgodbe? Ja, ta zgodba je pa povezana, bom rekel, malček z Ajdovščino, ko sem Tatjano Reiner, ki je bila tiskrat za razvoj različnih projektov v občini Ajdovščina, so rekli, tam bomo mi naredili nad Ajdovščino na Sinjem vrhu demografsko ogroženo področje, so rekli, in bomo pomagali, da bi ljudje ostali na zemlji in na terenu. Bomo naredili nek motelček in tako, in bom rekel, so rekli, dej, Klavdi, a bi ti kaj priskočil s kakšnim programom, ne? In tiskrat sem jaz rekel, zdaj sem jih prevzel predsedništvo pri Društvu likovnih umetnikov Slovenije in na nek način, bom rekel, imam idejo, da bi mednarodni prostor povezal z slovenstvom, zato ker tistikrat moramo vedeti, da predtem smo živeli v Jugoslaviji, smo bili zadovoljni sami po sebi samo Jugoslavijo, ne? In je bilo tega mednarodnega sodelovanja bistveno manj.
In sem rekel, ne, je treba prestopiti te meje. Jaz sem že tiskrat sodeloval veliko na svetovnih natečajih, sem že prejel določene tudi svetovne nagrade. In bom rekel, mi to ni bilo težko. Sem imel veliko nekih kontaktov in sem rekel, dajmo nekaj narediti. To govorimo leta 1995, ko je bila Slovenija, zopet govorimo v povojih. Ja, v povojih, takoj po osamosvojitvi. Tisti vzvod, ki je nekako tole umetnost v imenu Slovenije rinil naprej. In moram reči, in vsi so mi šli na roko, tudi razni direktori muzejev, kjer sem sodeloval in so mi naredili selekcije in so, bom rekel, celo moram reči, tako so bili pietetni, ker mi nismo imeli denarja, so nam šli celo na roko, totalno bi rekel, ne, so pomagali nam, ne. In je ratalo, in tako smo počasi potem tudi uredili atelje na Sinjem vrhu in vse, kjer se je potem kasneje pridružilo še cel kup akcij, ne, umetniki za Karitas, Javni sklad Republike Slovenije in razni so še imeli delavnice gor, zato je bila umirjena, taka, bom rekel, prostor za kontemplacijo. Za dušo. Za dušo in bom rekel za umiriti in bom rekel hkrati pa nekaj, jaz sem že tiskrat govoril, da je bil v teh krajih Leonardo, pa so me vsi gledali kar mal po strani, ampak jaz sem srečal enega, ki je bil, bom rekel, raziskovalec Leonarda, gospod Visozi, ki je najvišja inštanca za raziskavo Leonarda. No, in zdaj tudi v Ipavi, bom rekel, ta zbirka Leonardova, ne? Ker je bila hipotetično, je bilo na tistem mestu tudi, tako pravi tudi Visozi, je bila možnost, da je to nastala risba tudi padala. Aha. Ne? In še zdaj skačejo s temi padali tam, ne, bom rekel, iz Sinjega vrha, iz Kovka, ne, je, bom rekel. Zanimiva zgodba. Ja, in se pravi, da svet je majhen, ne? Očitno res. Ja. No, kako je bil pa majhen pred 40 leti, ko ste stopili na umetniško pot? Je bilo takrat teže kot morda danes mlademu umetniku? Tako je, zmeri bom rekel, se moraš pokazati z nečem novim. Ne? In zdaj, če si ustrajal doma, jaz sem, bom rekel, kot pravim, sem imel dobro podporo staršev, ne? Sem lahko, bom rekel, toliko časa bil skromen tudi samo na mamini mineštri, ne? In bom rekel, sem se res totalno potapljal samo v umetnost. Ne? In potem sem rasel, potem je bilo takoj, bom rekel, sem dobil, bom rekel, Jugoslaviji, tisti kreče, nagrado za mladega ustvarjalca glavno. In to me je spet, pol so me tisti krat potem vsi tej muzeji po Jugoslaviji že vabili in sem razstavljal in hkrati tudi v mednarodni prostor. Je bila to zadostna promocija ali je bilo treba se še kaj posebej promovirati v tistih časih? Ne, če si bil dober, so te videli in potem je nekako šlo, ta ritem je šel naprej. Ne? So to je nekako vzeli, so rekli, mi to imamo v programu, ne? Ali pa želimo te imeti v programu. Ne? In tako je potem raslo. Ne? Sveda potem si mogel delati, zato da si lahko naredil tudi večje razstave, ne? Veliko ustvarjalcev se boji, da bi promocija dan danes, ko so čisto drugačni vzvodi, ki potiskajo tole zadevo promocijo naprej, da bi zasenčila vsebino. Kako vi gledate na to ravnovesje? Kje je treba potegniti tisto mejo? Mislim, da bi treba biti samo do sebe pošten, ne? Biti kreativen, kolikor se da, in jaz mislim, da in pa še nekaj, en moment je, ne? Umetnost ni nujno, lahko je narejena tukaj, ampak more krožiti, da dobi smisel, ker je lahko prav na neki drugi celini pravzaprav opazijo in je lahko fantastično. In čisto drugače osmisleno, ne? Tako da bom rekel, nima tako ozkega kota, ali pa samo lokalnega kota, ampak mora biti tudi strani ustvarjalca videna kot ena širina. Tako. Kot ocean. Tako. S Klavdijem Tuto se pogovarjamo o današnjih korakih do uspeha tudi v nadaljevanju, ko spregovorimo tudi malce o tem, kako preživeti kot samostojni umetnik in ali to tak potrebuje tudi malce podjetniške žilice. Na Radiu Robin nadaljujemo pogovor s Klavdijem Tuto o današnjih korakih do uspeha. Ja, že prej smo se malce vrnili v preteklost na začetek vašega ustvarjalnega obdobja, pa me zanima, kako zahtevno je bilo takrat v 80-ih, ko ste začeli resno z umetnostjo graditi umetniško ime v primerjavi z današnjim časom. Tako je, pravzaprav moram reči, da je bilo, bom rekel, že tisti krat v Sloveniji, ne glede na to, da je bila še Jugoslavija, kar dobro razvita, bom rekel, likovna scena, tudi, lahko rečem tudi tako, lahko povem tudi tako odkrito, likovnost je zahtevala veliko poglabljanja
in ni bila tako pod drobnogledom, recimo, kot je bilo pisateljstvo. Zakaj? Ker tam se je vtikala tudi politika, pa nas se ni mogla nič, ker ni razumela nič. Ne? Meni so doskrat prišli, pa so tudi tako malo povpraševali, pa eno pa drugo. Sem rekel, lejte, bom rekel, stvar je taka, pa sem jim dal spisek 100 knjig, ne? Da se malo poglobijo, ne? Ker ta stvar ni tako preprosta, jo moraš, bom rekel, prvo jo moraš začutiti, drugo moraš biti, bom rekel, tudi veliko prebrati. In razumeti, ne, da prekvasiti v sebi, da nekako doumeš, zakaj gre in kaj je bistvo. No, tako da je bilo na nek način dosti svobodno in veliko možnosti je bilo. Kot sem že omenil, v sami Jugoslaviji je bilo recimo v vsaki republiki je bilo po 3-4 recimo zelo dobre galerije, ki so, bom rekel, forsirale kvaliteto. In bom rekel, te so potem, če si nekako prišel na vrh, ne, in jaz sem s temi nagradi za mlade, pa bom rekel, pa na Ljubljanskem grafičnem bienalu z Grand Prixem, in tako sem prišel takoj, sem zlezel tja nekam, ne? In sem bil potem povabljen na razne konce, ne? V bistvu in potem ni bilo vezano sam na to. Recimo sem šel tudi, recimo 83 leta, ne, sem bil presenečen, ker smo kar povabili jugoslovanska umetnost, ki je bila predstavljena v Ermitažu. Se pravi, je šla promocija takrat malce drugače, kot gre danes, ko si je treba promovirati sam zase, takrat je šlo od ust do ust, oziroma od vplivneža do vplivneža. Tako, tudi na ta način. In je bilo zanimivo, ne, tam recimo v Ermitažu, ko so se dela vračala v Srbijo, ne, moram reči, ne, da so dela, ki so bila 2,5 metra velika krat 1,5 metra, kar poniknila. Jih nisem nikoli več dobil. Čudežno izginila. Čudežno so izginila. No, tako tole je bila tudi neka druga uredba, bomo rekli, drugi časi so bili. Ne? No, Jugoslavija kasneje razpadla, rodila se je nova država, Slovenija, ki pa moramo priznati, je majhen trg. Je to za umetnika vašega kova prednost ali slabost? To je, lejte, na nek način bom rekel, je treba spoštovati, kar imamo, ne, glede na majhnost se nam veliko dogaja. To je treba povedati, ne smemo biti tako skromni. Zakaj? Ker, bom rekel, imamo izredno veliko kvalitetnih mislecev in ustvarjalcev tudi. Smo en narod, ki nam je kultura pisana na kožo. Pa se jo da prodati? Se je da na nek način, samo moraš gledati široko. Kot sem prej omenil, tisto, kar bom rekel, kjer funkcioniraš, ne more biti samo tukaj. Buhvar, če rečeš, da je center sveta Slovenija, ni center sveta, je samo en del v kozmosu. In je treba pač kozmično gledati, široko. No, vi ste, prej ste omenili Ermitaž, Francijo, da ne govorimo še cel svet. Umetnik, ki dostikrat predstavlja Slovenijo v tujini. Ne? Kaj tujci vidijo v slovenski umetnosti? Kaj jih privlači? Če je dobra, je marsikaj, bom rekel, odprto. Je vidijo lahko posameznike, ker ponavadi so te predstavitve recimo tudi lahko na nacionalni ravni, lahko so posamične, lahko so del nekih bienalov in potem recimo tja prihajajo pač poznavalci in če vidijo tvoje delo kot tisto pravo, si povabljen naprej. Ko se širi potem, bom rekel, ta varianta sodelovanja, in tudi, bom rekel, tako, če si en tolk dober, tudi te tja povabijo in ti krijejo se stroške in dosti bolj kot pri nas. Čisto na kratko za zaključek tega dela pogovora, katero gostovanje po svetu je v vas pustilo najgloblji pomen? Oziroma najgloblje občutke izvalo? Oziroma bilo za vas po domače povedano najboljše? Ja, zame mislim, da je bil Pariz izredno pomembna stvar. Pariz tudi sam izredno cenim. Govorimo Pariz izpred par let? Ja, izpred par let in pa tudi, ko sem živel tam v ateljeju več časa in sem, bom rekel, kreativno delal, sem se seznanil z veliko galeristi, sem se seznanil z muzeji, kjer sem dobil, tam smo prejeli UNESCO karto, ki je zelo veliko pomagala, smo videli take stvari, ki jih drugače tudi razstavljenih ne vidiš. Tako da so me peljali tudi v ta, bom rekel, depoje, skladišča,
kjer sem recimo lahko videl Leonardove risbe od blizu, ne, oni so bili z rokavičkami tam, ampak sem jih videl, ne, ki ti so jih ne videl vsak. To so nepredstavljive izkušnje za umetnika. Ja, so izredno so me zanimale in bom rekel, sem zaprosil in sem drugi dan so mi dali uro, ne, in potem noter mi ni bilo treba čakati vrste, sem šel tako, ker da bi hodil na tržnico vsak dan, ne, in je bilo res lepo, no, mislim, je bilo impresivno in pa, bom rekel, in tudi generalno je bilo uspešno. Priredil sem tiskati tam 2 razstavi in moram reči, da tam so mi, to je bilo nasproti Boburja, ne, to je ta nasproti centra Pompidou, je bila ena privatna razstava in je bil festival Molière in je bilo ogromno teh francoskih založnikov in tujih založnikov. Moram reči, da tisti so pokupili vsa moja dela. Izjemne zgodbe piše včasih umetnostno. S Klavdijem Tuto pogovor nadaljujemo v današnjih korakih do uspeha po glasbi. Tole so koraki do uspeha v moji družbi, v naši družbi na Radio Robin še vedno Klavdij Tuta. Zdaj se moramo malce dotakniti še umetnosti in podjetništva. Kot smo že rekli, 2 temi, ki se včasih zdita nezdružljivi, ampak vendarle, koliko časa vam vzame ustvarjanje in koliko vse ostalo okoli njega, če malce razdeliva dan? Jaz bom rekel tako, jaz vstanem že zelo zgodaj zjutraj, hitro bom rekel, zasnujem, kaj bom tisti dan počel, ne, kdaj je nadaljevanje prejšnjega dne, če imam nastavljeno in tako. Ampak potem bom rekel, imam majhen break, grem, bom rekel, do trgovine, nabavim, kar je potreba za dan. Potem grem na eno majhno kavico in se vrnem v atelje in sem v ateljeju kar dolgo. Sem potem do 6-7 zvečer sem sigurno v ateljeju. Kaj pa potem promocija? Promocija je tako malo vmes, sem si tako naredil, bom rekel, eno tako varianto, da v glavnem tisti ljudje, ki želijo, me kličejo tam med 8 in 9, ali pa če ne mi pošljajo sporočila. Ne, tako da v bistvu se pol na nek način ne dam motiti. Ne. Vi ste renomiran umetnik, koliko je pri vas promocija sploh še pomembna? Ja, zdaj v tem trenutku moram reči, da ne delam več toliko na temo. Ne delam, včasih se mi je zdelo to dosti bolj pomembno, danes pa moram reči tako, z leti je to, pri umetnosti je to, ko nekaj dosežeš, ne, potem bom rekel, si verjetno tudi, bom rekel, v prostoru in času bolj iskan, ne. In s tem rabiš dosti manj energije za promocijo, ne. Medtem ko leta, ko sem bil, bom rekel, tam, ki sem imel 40 in tako, ne, 35, ko si v unem naponu, te glavnem, tiska se mi zdi, da je bila dosti bolj pomembna, ne, se mi zdi. Je bilo treba delati, da ste prišel do tega, kar je bilo treba in delati, in tudi se promovirati in biti še bolj mogoče aktiven na tem torišču, tako da jaz zdaj pač nastaja samo od sebe. Tako. No, ampak če se date vlogo oziroma v kožo enega mlajšega, nadobudnega umetnika, kaj bi mu svetovali, koliko promocije uvesti v svoje delo, da ga trg ne začne usmerjati stran od tistega, kar čuti, kar ustvarja? Prvo mora narediti stvar. Prvo mora doumeti, zakaj se gre, narediti, bom rekel, nek svoj slog, prepoznaven, tak ali drugačen, biti pošten do sebe, delati kvalitetno, potem šele začne ta rast. To je lahko traja, kdaj je sreča, če si zelo veliko energije v klopu, lahko rata hitro, ne, kdaj pa delo prinese in prinese rezultat šele kasneje. Ne, tako da prav pravega pravila, bi rekel, da je aksiomsko pravilo, ga ni. Kam pa v to enačbo umestiti talent? Talent je zelo pomemben, ampak bom rekel, ni vse. Talent je že Picasso rekel, da je to lahko nekaj procentov. Ne? Vse drugo je delo. Zakaj? Ker delo ti odpira probleme. Ne? Ti nekaj zastaviš, si videl, kako je to ratalo na novo, prespiš, si videl spet drugače, ne? In tistikrat raseš potem. Ne? Tako raseš in tako bom rekel, tudi krepiš lahko svoj talent ali pa odkrivaš še neke tančice, ki ti niso bile razkrite prej. No, pa morda še za zaključek tega dela. Je, glede na podlagi vaših izkušenj, a je težko ostati zvest sam sebi? Vi ustvarjate v nekih ciklih, ustvarjate... Ja. Pač človek, ko vidi vaše delo, vas takoj prepozna, da gre za Klavdija Tuto, je težko ostati zvest samemu sebi. Tako, jaz pravim tako,
včasih se je reklo to, ima svoj slog. Jaz pravim pa tako, da mora biti slog, ki je stalno vitaliziran. To se pravi, da je sveže, ne da kot nek recept ponavlja eno in isto. Jaz sem tak način ustvarjalca, da mora biti tudi ta notranja svoboda zelo močna, važno, da je znotraj nekega miljeja ustvarja različne poglede na to stvar. Ker tudi čas se menja. Čas se menja vsakih 5 let, recimo jaz lahko pri meni rečem, da imam v bistvu najmanj 12 kreativnih faz, ki so trajale po 3 leta, 5 let in tako, ampak to je bilo intenzivno delo, to ni bilo kar nekaj, da je nastalo 2 sliki v tistem času, je nastalo zelo veliko, pa so nastali objekti iz tistega, pa grafike, pa bom rekel slike, tako da vsak cikl ima neko zaokroženo celoto za sabo. Skratka, svet so prišla do spoznanja, da umetnost je živa tvorba. Je živa tvorba in more živeti naprej. Tako. S Klavdijem Tuto, akademskim slikarjem in grafikom, se v zaključnem delu današnjih korakov do uspeha pogovoriva še čez nekaj trenutkov. Takole še nekaj zadnjih minut na Radiu Robin namenjamo umetnosti in podjetništvu skupaj z našim gostom Klavdijem Tuto, mednarodno priznanim umetnikom, slikarjem, akademskim slikarjem in grafikom, seveda. In ja, v letošnji sezoni korakov do uspeha, današnja edicija je zadnja v jubilejni 10. sezoni, pa si predajamo štafeto, tako da vsak gost naslednjega nekaj vpraša. V prejšnji ediciji je bila naša gostja Katjuša Kosovel, pisateljica, pesnica, ustvarjalka, misli, pa še marsikaj, in vprašala vas je tole. Zanima me, odkje je navdih in kaj si želi s svojim ustvarjanjem predati ljudem ali pa svetu, tako bom rekla. Torej, kaj želite sporočiti svojim ustvarjanjem ljudem okoli sebe? Tako bom rekel, predvsem mislim, da je čas, da razumemo toplino, da razumemo sobivanje, da razumemo, kje živimo in v kakšnem času živimo in na kakšen način sprejemamo kvalitete, ki so nam dane v okolju, kjer smo. In to je največ, če znamo vse to zaokrožiti in razumeti ta svet, potem razumemo tudi globalno lahko stvari. Bi to isto svetovali tudi umetniku, ki je na začetku svoje umetniške poti? Vsekakor. Ja. Srčno in predano. Kaj pa bi, morda za zaključek, svetovali mlademu Klavdiju Tuti, ki prvič stopa recimo v atelje Akademije za umetnosti v Ljubljani? Ja, spet smo tam. Kompletno bom rekel zanimanje za tisto, kar hočeš početi. Maksimalno radovednost. Radovednost je tista, ki, bom rekel, ti potem ustvari en namer v tebi in si želiš videti to, si želiš videti ono, razmišljaš, bom rekel, razumeš koncept širši. To je pomembno. In vstop je lažji. Morda še za zaključek, kakšni so kaj plani za bližnjo prihodnost. Prejšnji teden, ko smo se slišali za tole oddajo, sem vas ravno zmotil med pripravo razstave na Dunaju. Ja, tam z mojo ženo Klementino Golja razstavljava, bom rekel, to je organizaciji Skice. Potem, bom rekel, še en teden prej smo lih tako v Avstriji razstavljala v Badnu. Zdaj pa naslednji mesec pa bom rekel, bom v Izoli v galeriji Insula, ki je društvo južnoprimorskih ustvarjalcev, in pa pri MEF-u hkrati. To se pravi na isti dan, 17. V njegovi galeriji. V njegovi taki manjši galeriji, to združeno bom eno in drugo. To se pravi, bom imel kar veliko del na ogled. Vi ste res energični človek, odkje je vse energija za vse to razstavljeno, za vse to ustvarjanje? Kaj vas žene iz dneva v dan naprej? Tako bi rekel, volja di vivere. Volja di vivere, torej to se pravi volja do življenja in predanost življenju. In tudi neke vrste, bom rekel, hedonistični pristop do vsega. Naj tako ostane čim dlje. Klavdij Tuta, najlepša hvala za vaš obisk na Radiu Robin in seveda uspešno in vse dobro še naprej. Hvala tudi vam in pozdrav vsem poslušalcem. Takole, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila zadnja oddaja v letošnji jubilejni 10. sezoni Korake do uspehov. Koraki do uspeha, ki so nastajali skupaj z Spintekom in častnim pokroviteljem
lastnikom podjetja Spintek Goranom Miškulinom. Hvala tudi njemu in njegovemu podjetju za podporo. V vaši družbi sem bil tokrat Uroš Simčič. Hvala za pozornost in prijeten dan še naprej. Koraki do uspeha.